42 km asfalta, več kot 4 ure neusmiljenega tempa in 7 kg težka harmonika, ki skoraj ni utihnila. To je zgodba o Anžetu Zavrlu, glasbeniku, ki ga poznamo po nalezljivem nasmehu in virtuoznih prstih v skupini Gadi, a tudi človeku, ki je slovensko trmo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Je športnik z jeklenimi pljuči in krasen človek, ki s svojo energijo povezuje slovenske tekaške trase in glasbene odre. Danes odkrivamo, kaj se zgodi, ko se združita vrhunska disciplina in ljubezen do frajtonerice. Torej, Anže Zavrl, od maratonskih žuljev do svetovne slave. Vse smo tudi drugega tako navadili. Ne? Ja, da si pač vedno na voljo. Ne? Včasih je bil mail dost, Tako. pa si ga pogledal tiste enkrat, dvakrat na dan, pa tudi tu na uni strani je vedel, ok, ja, zvečer bo verjetno pogledal, ali pa bo zjutraj, pa če se mu prepozno poslal, ja, pa bo jutri pogledal, šele un mail moj od danes, veš. Jaz sem se nedolgo nazaj sam sebe ujel na eno tako past, ker sem v bistvu robantil, kako lahko nekdo me ob 10:30 pokliče in ga zanima za nastop in tako naprej ob 10:30 zvečer. Ja. Okay, ja. In pa se javim spet v smislu tega, da pač to je del mojega življenja, moje službe v narekovajih. In pri sebi sem si mislil, pa kako, zakaj ob 10:30? Ne bi mogel človek počakati do naslednjega dne, do jutra. No, naslednji dan je bil, sem pa ne vem kaj, jaz mislim, da nekaj za kontaktne leče klical v optiko in sem sam sebe ujel, ker sem 3 ali 4 zapovrstjo klical, ker jih nisem takoj dobil. In sem rekel si, Anže, mislim, se zdaj si na istem. Pričakuješ tudi od nekoga drugega, da se bo tako javil. In zakaj se ne? In sem 4 pa klical. Zapored. Zdaj se pa držim bontona, sem pa tudi po tej izkušnji nekako sem začel raziskovati, kaj ne bi pomenil v bontonu pri klicanju. Bonton klicanja. In baje naj bi bilo, do 5 piskov je po bontonu še za počakati. Govorimo, ko nekoga kličeva. Okay. Da 5 piskov počakaš, da kar je več, že deluješ oziroma že nestrpno in pač... Mislim, Goreci bi rekli, si malo tišast. Ja, ga malo tišiti, kaj ne bilo treba. No, ampak zanimivo, zdaj se tako, da se zdaj tega držim, ker si pa res rečem, sej nekdo vidi, da sem ga klical, tako da bo me najbolj poklical, ko bo imel čas. Ja. Daj reči, da je to že prvi korak. Ja. Absolutno je prvi korak. Se zdaj sva zašla, začela že z odvisnostjo sva začela. Ja, ne, sej tek pa telefon sta doskrat z roko v roki. Ne. Ja. Jaz ne morem laufati, kot sem že to slišal, ne. Ja. Brez da ima telefon pri sebi, pa da se nekaj predvaja gor, pa pol slušalke, te brezžične, pa gor, pa dol. Pa Anže mi zdaj takoj v štartu povej, kako si ti s tem. Zdaj, če smo že začela debato o telefonih, o odvisnosti od telefona, kako se je rešiti, pa ajde najprej to, pa vse ostalo. Pa greva na ostalo. Pa dobrodošel. Ja, najprej hvala za povabilo, pa hvala za to, sva se še prej pogovarjali, preden sva stisnila gumb. Hvala za to domačnost. Vse mi všeč, govoriva od stolov, od kavice domače. Mene si že kupil, sem že sproščen. Moram te malo prekiniti, kle se moraš res tudi zdaj slišim malo zahvaliti tem svojim prijateljem, pa to, s katerim jaz laufam, pa imam priložnost laufati ob sredah, ker so oni tudi dali pobudo, pa me malo pocukali za rokav, ti zakaj pa Anžeta ne povabiš, njega bi lahko povabil, ti veš, da je on, da bo, kako je že bilo takrat? Mislim, da v tistem času še nisem šel, mislim, da tečete s harmoniko, mislim, da ne. Ne, ti si laufal s harmoniko konec oktobra, no, mi smo se pa po mojem pol kakšen teden za tem, se pravi, bil rekord je bil že pod streho. Takrat je že bil pod streho, ni bil pa, govorimo, poštemplan pod streho. Se takrat me je kar mal, jaz sem vedel, da sem vse naredil po regulativi, da je rekord
podrt oziroma osvojena, ne? Ampak dokler še nisem dobil iz Guinnessa to potrditev, uradno certifikat, bo temu rekla. Me je pa že kar malo tako tresel, v vseh medijih je bilo Guinnessu rekordes, in ko zdaj pa da ne bo slučajno od Guinnessa, pa fantje ekipa rekli, joj, tam bi pa mogel tako pa tako posnet kaj določeno drugače, tako da hvala Bogu je vse šlo tako, kot je treba. In no, evo, in v povezavi s tem, ki sem je vprašal za gadgete, bo rekla med tekom, telefon, kamere, recimo, sva pa pri tem, da najbrž tudi ne bi mogel dokazati rekorda, tako kot sem ga, če ne bi ravno teh gadgetov imel od govoriva ure, potem stojala, kamero 360 stopinsko, da je to vse posnel tako, kot mora. Potem govoriva o slušalkah, sem jih tudi imel in vse v bistvu niti ena stvar ni bila odveč. No? Tako da zdaj, če govoriva ravno za ta tek in rekord, sem res vse uro sem si imel v bistvu nastavljeno na sami harmoniki, da sem direkt gledal tisti pace, ker mi je bilo res pomemben, da vse sem šel, sej veva tekači, eni grejo na pace, drugi grejo na srčni utrip. V glavnem, jaz sem vedel, da moram tam za recimo 60 nek imeti pace, da bo telo zdržal, tako kot mora, zaradi igranja tretje. In potem je bila pa ta s kamero, nesrečnih 10 km, sva se z enim drugim tekačem butalna in v bistvu kamera padla. Hvala Bogu, spet prek ure in prek telefona klical direkt kolege, ki so bili ob progi, to se je zgodilo, let te bomo zamenjali. Ne? Tako da, evo, te gadgeti v tem primeru prav pridejo. Moram pa reči, da sem tudi eden izmed teh tekačev, ki si pa vzame mobitel sabo in si zavrtim kakšen podcast, ampak ne zaradi tega, da zdaj bo nekdo rekel, ja, še med tekom ne moreš uživati, pa se prepustiti teku. Ni vsakič, je pa mogoče na ta daljše teke. Ja. Takrat, ko se jaz že od doma napočutam, zdaj pa grem telih 30, pa z največjim veseljem, vem, da jih bom šel z veseljem enih 15-20, mogoče mi pa lih tistih po še 10 pomagal, da bo neki čeblalo v slušalkah. No? Tako da zgolj zaradi tega, drugače pa večinoma poslušam naravo. Se pravi, so ti apetiti po večjih kilometrih, po maratonih, bom tako rekel, so ti narastli? Ja, v bistvu so mi narastli. Jaz se sploh nisem nikoli Nisi ti zameril? Ne, nisem mi zameril. Prav nasproten, v bistvu sa ta začetek zgodbe, da začneš trenirati nekaj za maraton, pa govorimo, prej se je to tekel 5 km in se ti zdi, super. Spomnim se okrog Gradiškega jezera, nabijanje krogov, in se mi že takrat fajn zdaj, en krog sem pretekel, kako super. In potem, ko se pa za maraton sem se začel pripravljati, so mi pa naenkrat, vem, da tiste prve 21, pa 30, to grozo, kje mi je to zmogel in na tretje. Pa ene dvakrat te pa prime in ko prideš čez 30, kar naenkrat se tepe en nov nivo odpre, saj govorim iz lastnih izkušenj, saj meni je to tako pomenil, tale 35 km, jaz to kar hočem še izkusiti, kako dober. In na koncu mi je boljš ta počasnejši tempo, daljša razdalja, uživanje v tem. Preden smo začela debato, sem jaz tako malo v glavi, kaj bi najprej pokomentirala, kaj bi pustila za na konc, veš, pač malo strukture, da imaš, ne. Ampak deva vseeno, kar takoj obdelati, tvoj ta prvi tek, če se ga še spomniš. A zdaj govoriva prav tek. Tekaška prireditev. Tekaška prireditev. Definitivno prva je bila v Dolskem, novoletni tek. 14 km je, na daljšo sem šel in to tudi v bistvu po pobudi brata. Ampak to je bilo, govorimo, to je ponavadi na 26. decembra. Novembra mi brat rekel, koliko let nazaj je to? To je cirka
6-7 let nazaj. Da je to pejt, vse ti boš to, sem rekel, pa ja, se jaz pa bi res to 14 km. Mislim, da sem šel 2x3 km preteč, sem rekel to, da bom večkrat imel v nogah. Športnik pa si bil, ne? Ne, nisem... S fitnessom si se ukvarjal? Ne, z ničemer. A z ničemer? Ne, do takrat začetki, ne, govorimo hoja, malo v hrib, sprehod, nič kaj tazga. Okay. In najbolj zanimivo je bilo to, da sem bil, zadnji sem bil, ampak še tako, da ne bom pozabil, brat mi je pri 12 km rekel, hej, že si mi nož zameril, zdaj gre pa res že toliko počas, jaz sem prehladil. In v bistvu sem rekel, valjda, daj pet naprej. In so mi dali takrat organizatorji, jaz sem te zadnji tekel, moram pač povedati, da v bistvu itak domačina, vsi smo se poznali med sabo in so mi dali, tudi ne bom nikoli pozabil, simpatično zadevo, naš komad, malo še, sem dobil 100 metrov pred ciljem. No, in takrat mi je mogoče malo že tudi v podzavesti, mislim, to jaz ne morem končati novoletnega teka, ne more biti to moj zadnji tek, ki bo na zadnjem mestu. In je bilo to že mečkan ena taka malo brca v rit. No, in v bistvu pol se je pa to začelo, da spet ponovno brati tisti pozitivni krivec, ki mi je šel on na maratone, mislim, da na istrskega, pa imel je srečo in je bil žreben v New York. In on to razlaga, kakšni spektakli in kakšni občutki in gor in dol. In potem sem se pa jaz odločil, kaj je, jaz grem tudi to probati. No, in potem sem šla v Pariz. Moj prvi maraton je bil v Parizu. In od takrat mi je bilo super, s tem, da sem eno obdobje vmes seveda izpustil. Jaz iz popolne 100% pripravljenosti na, bova rekla zelo po domače, spreman sem bil tako, da... Za katero razdaljo? Za 42, ja. In kar bi mogel narediti, bi mogel sam, da bi še ohranil, lepo malo treniral. No, že se je pa takrat rajši odločil, da bo malo prekinul s tekom. In seveda je začel ogromno jesti in sem se zredil za 20 kg. To je bilo v enem letu in potem je prišlo obdobje, ki je prišlo do decembra 2024, ki se je tehtnica kazala 112 kg. Sem rekel, to več ne gre, jaz rabim spet nek cilj. Vzel sem si Prago, za cilj, da bom, to je mislim, da maja bilo, 2025, in do maja je šlo, se pravi, mislim, da 22 kg dol. S tekom, imel sem neke bolečine v kolenu, sem še malo začel doma za vaje za moč, da sem še to porihtal. In se zdajle res, kako naj rečem, v primu svoje zmogljivosti počutim in je bilo treba malo tudi glavo prešaltati, da je to slog, način in zdaj si dopuščam to, da mi je šport del življenja, ki, tako kot si sam prej rekel, ko sem se pogovarjala, nek filter, nek od vsega tega, kar nas mogoče omejuje, da ne bom zdaj sfilozofiral, kar nas bremeni, govorijo o psihi, je tek meni tisto, ki sfiltrira to. Tako da maja je pol padla ideja za maraton v Ljubljani, za idejo, da grem s harmoniko ga preteči in zdaj smo, kjer smo. Ja, to si sam prišel s to idejo na plano? Ja, v bistvu... Ali več glav, več ve, pa ste pobrejstovali? To je bilo v Pragi, tam ene 32-33 km. Ne znam, še danes ne znam pojasniti iz kje, da bi to bilo mogoče neki enkal v glavi, ki bi pa mogoče iz tega zrasla ta ideja, kar naenkrat. Kaj če bi 42 km dobil s harmoniko pretekel? No in pa sem od tistega, jaz sem isti večer, ko sem prišel domov, sem
harmoniko si uprl in šel po dvorišču laufati, ker me je firma smatrala, da je to sploh mogoče. In ok, sem rekel, to v bistvu bi šlo, jaz mu rabim samo malo bolj pretrditi oziroma malo bolj opasati zadevo. In to bi šlo. In potem sem pa začel v bistvu vse raziskovati, da je sploh to kdo naredil in v bistvu po vsem researchu, kar sem ga imel, je to tudi bil v bistvu sploh prvi tak poskus, uspešen poskus, da je nekdo laufal in igral v enem. Tako da je to. Od maja pol do oktobra, to niti ni toliko veliko časa, da se ti pol na tak podvig pripraviš. Bil, ker moš verjetno stestirati pol čuda enih teh opasanih variant, pa tako naprej. V bistvu je bilo še tako, da je bilo na koncu še manj časa. Jaz seveda sem potem prišel še na to idejo, da bom upisal noter še to za Guinnessa in tam se je začel čuda ene birokracije, se pravi, kako moraš slediti vsem tem smernicam, kako upisati sploh rekord noter. Drobni tisk. Oni imajo v bistvu 2 meseca časa, da ti odgovorijo, ampak odgovorijo ti pa samo da, ne. Se pravi, celotne pogoje načeloma že pod kakšnimi vodili, kako boš to storil, kako boš upravil ta rekord, vse to moraš že ti prej vse napisati. In oni samo rečejo da ali ne. In jaz sem to dal, mislim, da juli, mislim, da v avgustu sem jaz prvič dobil negirano prijavo. Sem rekel, pismo, to sploh šlo česa, ne? Jaz moram začeti tudi teči, ali bo to sploh, a gremo to ali ne gremo to. Se pravi, za enim gospodom iz Škofeljce, on v bistvu izdeluje čevljar in sem nekako, ne vem po katerih vezah sem prišel do njega, mi je v bistvu naredil plašč, na katerega bi jaz lahko to harmoniko sam pripasil, prklenil gor skoraj da ne. In jaz sem to že začel teči in trenirati in vse, na kar dobim pa odobreno strani Guinnessa, ampak noter napisano, da se ne sme uporabljati nobenih nekomercialnih dodatkov. Torej, mogo bi to v bistvu ta plašč imeti prav v komercialni prodaji, tako da je to odpadlo, sem šel nazaj na navadne pasove in sam, da sem jih v bistvu bolj prilagodil svojemu telesu, ali kako ne temu rečem. Tako da na koncu treningi sem preračunal, potem, ko sem nazaj šel gledat, sem naredil v bistvu zgolj vsega skupaj enih 80 ali 90 km teka s harmoniko. Tudi v bistvu pol nisem na koncu, sem rekel toliko, da se telo navad, kaj bo delo, ker ni tolih naravno, in sem rekel, zdaj tudi več tega ne bom toliko treniral s harmoniko, ker da nam na koncu je še uničil telo, od hrbtenice in tako naprej. Tako da sem rekel, moram se sam še pripraviti tehnično, da bo vse to štimal. In to je to. 82 skladb je bilo odigranih na koncu in sem prišel na cilj. Res sem bil, mislim, tako. To je bila ena taka izkušnja, ki hkrati sem se počutil, da bom prav povedal, patriotsko, zelo močno nabit ta patriotizem, pozitiven. Fajn se mi je zdel, slovenska muzika, slovensko glasbilo in ta občutek, ki ga imaš, iskreno povedam, ponavadi pri ostalih narodih. Mogoče mi, Slovenci, premalo imamo to zavedanje, to je pa naša kultura. Da bi bil, seveda, da smo ponosni, ampak da je to del nas, to del slovenskega DNK-ja. Vsi, ki dam na primer, pomislijo na Avstrijce, avstrijsko muziko bo 1, 2, 3 ti bo odzvonil Helgo, pa Štrumpantle, pa neke narodne noše njihove, pa jodlenje. Pri Slovencu, da bi ta bila harmonika, ta veselje, pristen, ljudskost, no in to sem ga jaz občutil in na progi in ob progi. Mislim, to bi mogel
ti kar požene še en dodaten adrenalin. Mislim, da je bilo okrog 30%, ker se mi zdelo tudi dosti veliko tujih tekačev. In vsak navdušenje v progi so vendar mobitele snemali, kaj se to dogaja. Pol kasneje sem dobil v bistvu pohvale, tretje, da ne morejo verjeti, da se je to zgodilo na maratonu. Tako da sem si rekel, koliko fajn na koncu, kam je vse ponesel. Ponesel je novico v Tokio, na oddelek za slovenščino, na Tokijsko univerzo. Zdaj le v času, ko mi dva snemamo, v tem tednu bom v bistvu šel, zdaj bom pa, da bom prav povedal, za Frankfurtski Zeitung, ki ima še v tem svetu, še jaz nisem mogel v tem obdobju, ki je že vse digitalno, ampak ima še vse 1 milijon naročnikov. Ne, se heca. Ja, in v bistvu so zaželeli to zgodbo napisati intervju in se mi toliko dobro zdi, ne sam govorim, da ne bom jaz zdaj izvenel, seveda, da mi je to bil osebni cilj in da sem jaz to naredil. Ampak hkrati je toliko potegnil zraven, ker se ti dobro zdi, da si nekaj naredil za muziko, nekaj za prepoznavnost in se dober občutek je, no? Ne znam drugače povedati. Ja. In ideja, vidiš, se je porodila med tekom. Med tekom, ne, res je. Tek samega sebe hrane, veš, na ta način. Očitno, ja. Pa se polka na koncu pogledaš, je toliko enih usporednic med muziko pa med tekom. Pri obeh občutiš nekaj, kaj jaz naredim nov komad, občutiš zadovoljstvo, to je zdaj, tudi moja glava nekaj ustvarila in bom dal v svet in bo zavedno bo to. Ja. Greš, pretečeš 42 km, enostavno ti tega noben več ne more vzeti. Naredil si nekaj za svoje telo, ne vem, meni je to res čezdalje bolj pomemben, ne vem, mogoče bolj, ker sem star, bolj razmišljam o tem, koliko je pomemben, da se dobro počutiš. Se ti malo razbijaš ta stereotip glasbenika, ne? A veš, pozni nastopi, bencinske črpalke, hrana, taka, onaka, ob 3 zjutraj, ti pa malo drugače operiraš, ne? Ja, ampak moram biti iskren, veš, operiram zdaj zadnje čase drugače. Ampak bilo je pa prej točno to, kar si rekel, ne? Ob 3-4 zjutraj. Burek, prva stvar, ki pride verjetno. Ja. Burger. Moramo vedeti, da v bistvu pa ne zdaj iz tega nažiranja ali pa bojo rekli, se mu skontar ne more še v krog jeta. Problem je v tem, da si na odru v tistem času pod nekim adrenalinom, ti ga da publika, sam se dobro počutiš, ko muziciraš tretje gor dol in ko se zaključi to, adrenalin pade. In takrat, ko pade, kar naenkrat postaneš grozovito lačen, to mi manjka, mi manjka. Ja, fizičen napor, po mojem 8-urnega špila, recimo na kakšni ohciti ali pa tako, da reč, pod kakšnim šotorom, pa en maraton. Pa sej naredi, ker je na koncu bilo, so me sprašvali pred maratonom, kako boš pismo rosno, kako boš 4 ure, 5 ur boš igral. Mislim, se to mi je ta zadnji problem, igrati 4 ure, če vsak vikend naredim 6 ur igranja, pol bo to na easy, bolj je bil problem uskladiti ritem teka, ritem glasbe. Kako ti je to ratal, pol, kaj s kadenco? V bistvu sem najprej mislil, da koliko bo, zbral sem si same polke, ker sem si rekel, če mi je zdaj en tempo pri polkah udaril, da bom ti smel tudi na kadenco, oziroma da bom začel s korakom na takt. Potem sem pa prišel v mesto tega, da sem bil hitrejši, če sem valčke igral. Ker očitno je šlo na korak. Zmoderiral, tako da jaz sem si napisal potem vse skladbe, zaradi tega, ker tudi v bistvu se
po pravilih Guinnessa bi se lahko šele na 4 ure sem lahko ponavljal skladbe. Do 4 ure moraš imeti pa vsako skladbo različno, pa 30 sekund je lahko minil med skladbami. Tako da v bistvu sem bil, mene bolj skrbela, bom jaz osredotočen, se pravi na te 3 skoraj nepomembne stvari. Se pravi, da bom odigral pravilno, potem, da bom imel pejsta prav zaradi samega teka, da bom zdržal do konca, pa da sem gledal na uro, da je točen, saj manj, no, ne točen, ampak manj kot 30 sekund minil med skladbami. Ker če bi to zafrknil, pač pol zafrknem celoten rekord. Tudi, ko je padla kamera, v bistvu sem jo dal v levo roko, da sem z desno še vedno igral melodijo, pa vmes potem klicu na uri sem imel hitre klice naštimane. Še vse kolege sem jim dal angleška imena, zaradi tega, da je Siri pokapiral, koga mora poklicati. In prekure vse, zato pravim, te gadgeti so prišli res prav na koncu, ampak bolj je bilo to, no, da sem v tej smeri začel mogel razmišljati, da bo točen ura pa vse, ampak se je vse izcimel na koncu. Hudo. Čestitke, še enkrat. Naslednjo rundo, moral, če so pergah obdrtišči, bomo šli s harmoniko, da vidimo, kako to zgleda. Veš za feeling, vsi me pa sprašuje, sej kavš pa zdaj, sej ni to, ne vem, če lahko sploh zdaj, kaj se še, ni šlo toliko zaradi tega, da zdaj bom pa jaz neki sam sebi hotel dokazati, pa zdaj še nekaj več, pa še nekaj več. Bolje mislim, da ta celotna zgodba, ki spremlja ta rekord. Mi dva po vsej verjetnosti se danes ne bi tukaj pogovarjala. In mi je fajn zdaj, ker v bistvu tudi športniki, ki so čist v teku, jim je tudi to zanimiv, glasbenikom je tudi to zanimiv. Povezava dveh svetov. Mislim, glasbeni stanovski kolegi drug let bo šel v Ljubljano na maraton. Jaz nisem vedel, da je tako lušten tam, pa tretje. In je že to, že to ti da dober občutek. Sploh ne veš, koliko si ljudi posredno inspiriral, ali pa navdušil. V bistvu, za en korak bliže, ali k športu, ali pa k glasbi. Pa vso to, kar je bilo na videih in vse, so nekako občutili ta utrip, ko sem jaz govoril, da recimo, če primerjam, meni je to bilo tudi ena izmed zanimivih stvari. Jaz sem v Ljubljani bil prvič na maratonu in se pravi, prej pa Praga, ki je tudi bolj butično, če lahko temu rečem, od maratona, zelo lepo, ampak pač manjša, mislim, da je bilo tam 15,000 tekačev, mislim, da. Prej pa še Pariz, takrat prvič, je bilo, mislim, da 55,000 tekačev, smo se pognali po tisti Elizejski poljani, je to glamurozen štart, Rim, smo se pognali ob Koloseju, spet pompozno vse skupaj. Kar pa hočem povedati, od Rima pa od Pariza je pa štart pa cilj, to je pa vse, kar je. Drugo pa ne utripa vmes. Ne utripa. Ljubljana, majhna, bom rekel, tudi ne spet v visokem rangu po številu tekačev, ampak to je bilo od štarta do cilja, ob progi, podpore. Tako se mi je zdel, meni je bil v Ljubljani ne zaradi tega, ker je bil tukaj rekord podrt, ampak res mi je bil, zato grem drugo leto še enkrat, ker mi je sam maraton mi je utrip ta od 0 do 42 km skozi je nekaj. To se mi je dobro zdel, tam čez Rudnik smo šli, so si odzun roštilj naredili, roštilj pa upazvali ti bumbarje, ki tečemo tam. Se tako super zdel. Evo pa, to je to, ne. Kje boš v Parizu, pa tako kot sem rekel, po Elizejskih poljanah, tam smo se pognali res pompozno, 10 km, mislim do 90% Parižanov sploh ni vedel, da je maraton, ker je to veliko, preveliko, da bi občutil
spet eno tako ta pravo tripno. In koliko jih imaš še v planu, zdaj pred 40 ali do 40? Ja, do 40, nujno, to sem si dal v cilj, da jih moram 10. Nekaj nimam sreče z žrebanji, dal sem za London letos, za Chicago, Berlin. Mislim, da Berlin še čakam, ali sem bil tudi. V glavnem za Chicago pa za London nisem bil žreben. Torej, nekaj rekol, te ta glavne, major bi rad šel, to bi bilo super. Drugač pa, zdaj, ko se pogovarjava, je za mano prvi trail. Točno to sem pa rekel, bo začela s prvim tekom dolsko, a ne? Pa, to pa moramo nujno omeniti, to je pa ta zadnji tek, ta zadnja tekaška preditev, na kateri si bil, je pa Knap trail. In to malo piš, pa s čem si zdaj rad zasvojen? Ja, pa zasvojen, v bistvu pa mogoče, da me še matra zaradi tega, ker ga nisem še izkusil, morava vedeti, da Knap trail letos je bil vsaj tako po pričevanju, potem še tekačev, ki so bili že prejšnja leta, mislim, da je letos napram 2 letom zdaj prvič tako, da je bilo toliko snega, ne? Tako da ni se ravno tudi mogli jeti, mislim, da se niso podirali rekordi proge, da je šlo vse bolj počas, pa tudi tako, ne, gazali smo v eni gazi je bilo, nisi imel niti kaj preveč manevra s prehitevanji. Spusti so bili malo zoprni na momente, tako, ja. Imam poročevalce. No, evo, ampak v bistvu meni je že da ni bil ta, kako ne rečem, proga v popolnosti, ne, da bi jo lahko izkoristil, tako me je že prevzel. Mislim, itak me je prevzela ta zimska idila. Prevzel me je tako, kako v bistvu jaz se nisem znal, tako naivno sem še do dneva pred tekmo razmišljal, ok, kaj bom, jaz grem po teh svojih hribih, ko grem v klanc tečem, a bom jaz zdaj tlele tekel, ali ne bom tekel, ali kaj bom naredil, ali bom ful na cajtu zgubil, če ne bom tekel potem sem se sprašal, čakaj, moram jaz imeti zdaj dereze, ali kva moram narediti. Pač sem rekel, ok, tole sem pripravljen, nisem tudi imel čisto pravih superk, tudi nisem glih imel, tako da je po prvih 10 minutah že vse plaval v nogi, ampak kljub vsem tem vprašanjem pa zdaj odgovorom, ki jih imam za naslednji trail, da se bom boljš pripravil, mi je bilo fenomenalno. Pač nekaj drugega je, niti se mi zdi čist ena drug zadovoljstvo, kot pa po asfaltu, spet 42 km, spet drugo specifiko. Šele zdaj razumem, ko so mi tekači govorili, tisti bolj izkušeni tekači, se už videl, pa je probat trail, pa to je čisto eno drugo, pa sem si mislil, pa kaj bo drugega, v klanc bom tekel, pa vidim. Zdaj pa, čez dalje več ta širina ti prav, ja, drugače, no, drugače. Aha. Tako da za drug let sem se že odločil, da grem na 50, letos sem bil na tej 30. Potem grem marca letos, a bom narobe rekel, je naj 21, mislim, da naj 21, tja grem še na trail in prijavil sem se na Julian Alp Trail, tu sem se pa prijavil na 50. Tako da imaš ta običaj zdaj, očitno se ustvarja ta običaj, da vnaprej bukiraš. Zdaj kar rajš vnaprej bukiram. Za motivacijo tudi dodatno. Za motivacijo pa še tako je, že sploh na Knap Trail je bilo na Knap Trail sem prišel na Knap, no. V bistvu ko sem se hotel prvič prijaviti, je bilo že vse za bezecem, ni šlo. Tako da sem v bistvu po sreči nekdo je odpovedal in da sem lahko noter prišel. In tudi so mi potem rekli za te in za Julian Alp Trails, da je boljš, da se prej prijavim. Tako da sem šel v akcijo, da rajš te zadeve. Ja. Čakam, se pravi, pol oktobra bo na vrsti Ljubljanski maraton, to definitivno grem. Rad bi pa še en maraton vrgel spomlad, sam ne vem, kjer bo. Spomlad, maraton. Ja. Eden je pa je, če bom prav kraj povedal, kakšne take zanimive
lokacije bi rad šel. Okoliške države? Okoliške države, oziroma v Evropa, recimo Tromso, in mislim, da Tromso, zdaj če smemo daru, ali Norveška, mislim, da je pač Norveška, Tromso, ja, mislim, da je Tromso. Se pravi, da v bistvu tam, kjer je skozi dan v bistvu, a ne, in v polnoči laufaš maraton, sicer je malo bolj mrzlo, pol Loch Ness bi ful šel. Ja, pa enega ne smeš spustiti, ne? Wings for Life. Wings for Life bi pa tudi šel, ja. Ja, to imaš pa 9. ali 10. maja, tam smo pa tudi mi vsi. Super, a res? Ja, to pa zdaj že kar nekaj let zapored gremo. No, to bi tudi šel. Vsi složno, lep namen je, a ne? Tako da... Pa zanimivo mi je, zdaj spremljam ta Backyard. To je tudi zanimiva stvar. Ne? Ja. No, recimo, to bi mogoče tudi enkrat probo. To čakam, da smo tako ekipo, kot ste vi. To bi bilo dobro. Danes si sreda, danes že laufamo zvečer. Bravo, super. No, ja. Pa glede na to, da so ti zdaj traili malo bolj k srcu prišli, pa to te povabim pol tudi novembra, tek na Limbersko. A veš, sam prideš čez hrib. Pridem, jaz sem za. Je tudi lušten tek. Na nedelo, en tak cajt je, ki verjetno ne boš imel špila tako. Veš, to je... Kaj moš regulirati, ne? Zanimivo je to, da v bistvu so večinoma teh maratonov ali tekov na nedeljo, ne? Tako da bil je že eden mini trailček pri nas, tek na Ajdovščino oziroma okoli Ajdovščine, mislim, da je 11 km. Sem ravno odšpilal Veselico v mojem domačem kraju, v Vinjah, in se pravi, potem smo ob 5 domov prišli, ob 9 je bil pa štart to na Ajdovščino, ampak zdaj mislim, da je že tolo kar navajen, da še vsem si rečem, ok, če bi malo bolj spočit, bi bil mogoče še boljši čas, ne? Ampak je pa, imajo pa svoj čar te nedelje. Kljub pomankanju spanja, ne grem, kar polje kaj, vse večinoma tekove na nedeljo, pa akcija. Kako se je pa tvoj pogled na glasbo, pa glasbeno ustvarjanje, pa to spremenil zdaj v tem cajtu, ko si malo bolj ojačal to športno plat, a je? Pa ne, predvsem se na fiski pozna, ne? Govorimo, kondicija na špilu je neprimerno boljša, in tudi pač govorimo to harmoniko raztegovati 6 ur. Ti je dolg čas na odru, v bistvu sam na miru stati. Zdaj ne, da bi rekel, da bi prav rabil to gibanje, ampak tako, v sami kondiciji. Tako člani na sred, stojijo ti. Okrog njih. Ni še toliko vodo, ampak definitivno pa je, na kondiciji se ful pozna. Pa tako je, no, se tudi pridejo momenti, in že ne 2 komada sta padle v idejo, ker sem se pol ustavil, pa posnel s telefonom dajmo reči, nek motiv med tekom, in je zmeraj pol tudi zanimivo poslušati, ker tam točno vem, kdaj sem imel med tekom idejo, ki je no, to sem mislil, da bi pa zdaj prav se kaj spremenil, drugačen pogled, pa tako. Ne, ta kombinacija športa, muzike mi je fajn, no, kot sem prej rekel, oboje deluje nek kot en filter, tako da mi je super. Pa glede na to, da imaš otroke, zdaj že v fazi pubertete ne še. Najstnika imam, ga poskušam navduševati nad tekom. To je bil moj vprašanje. Moram biti spet tako, malo sebe pogledati, ne. V tistem času tudi mene bi težko nekdo prepričal, da bom poleg muzike šel še zdaj, zakaj ne grem še en krog laufati v krog, ne? Ampak mava eno drugo kombinacijo z Brandyjem, sinom, da greva v hosto, jaz mu malo pomagam na kolo gnati oziroma prevažati do vrha, da se potem jaz grem teč, tudi malo, on pa saj tok, da malo pociklira s tistim downhillcem. Tako da malo kompenzirava s tem, ampak upam, da ga bo pa prijel kasneje, no, tako kaj mene. A v glasbi je pa itak že. V glasbi pa itak že, on je... Tako kot legendarni dedi. Tako. Se ima tudi ime po njemu. Tako, točno tako. Je pa Brandy v bistvu obiskuje glasbeno šolo, smer klavir. Moram reči, da glede na to, da sem jaz v bistvu v narekovajih naturšček, nimam pojma o notah, smo se ravno zdaj, sam pri sebi sem se smejal,
sem bil prisoten pri glasbeni uri njegovi, klavirja, in učiteljica govori o teh vseh izrazih glasbenih. In sem, kako tega ne veš, Brandi, to pa mu kaže, pa to, pa Brandi pol pove prav vse, kar se tiče intervalov, in jaz pa zraven jo gledam, si mislim, kaj jaz delam zdaj v muziki, nimam pojma, o čem se pogovarjata, in me že, kar se tiče not, me je definitivno že zdavni nesel. Mi pa zanimivo, ker ga v bistvu preigrava klasiko, seveda, zanima ga pa od postavljanja glasbene opreme do vseh inštrumentov, tako da je tukaj tudi vidim malo sebe, ki bi na vseh področjih mečka narad preveril situacijo. No, tako da puščam, ne usmerjam v to smer, da bi rekel, zdaj pa sam to se osredotočka. Če je vsaj kaj pomeni, vem, da se ne bo sam na to osredotočil, da bo še malo puščaš manevrskega. Kaj bo hčerka? Hčerka pa po mamini strani bo rekla petarda plesna, popolna. Ona je pa v plesu, stara je zdaj 9 let, in se udeležuje že teh svetovnih prvenstv s svojo skupino in je čist v plesu. Tako da ona pa še največ pokur, se mi zdi, v familiji kalorij, tako da je pridna. Ti si učitelj drugače razrednega pouka. Ja, a si dejansko to počel? Dejansko sem to celih 9 let počel. 9 let si počel 9 let sem to počel z enoletnim premorom vmes. To je pa spet področje, ki ga odpirava, ki bom rekel tako, bom zelo na kratko razložil. Učenje zelo pogrešam, res. Me ta občutek, da nekomu predaš znanje na svoj način, da ga spoznaš, kakšen način mu najbolj odgovarja, da bo čim več odnesel od tega. Bom pa kritičen, dolg nisem želel o tem govoriti, ampak bom pa kritičen do samega sistema, pa do staršev bom tudi kritičen. Namreč nisem sam tudi zlat v vzgoji, vsi delamo napake, nisem zlat tudi bil v poučevanju, definitivno se mi pa zdelo, da je bilo ogromno enega balasta pri znanju, to, kar mora učitelj posredovati, bo rekla temu, da učni načrti oziroma kurikulumi ali so zastareli, ali pa predajajo toliko enega balasta, da bom povedal primer, da me boste prav vsi razumeli. Govorimo o poštevanki, recimo, ki je temelj vsega, kar nas čaka v razredih po 3. razredu, se jo skoraj ne oplazi, vse ostalo, kar pa človek praktično ne bo toliko potreboval, pa namenjajo preveč ur, govorimo o samem učnem načrtu. In potem otroci nimajo temelja, in če nimaš temelja, vemo, da bajta ne bo tako stala, kot more, in tudi znanje ne stoji tako, kot more. Kar se pa tiče staršev, mi je pa žal, da razmišljajo v tej smeri. Jaz sem poimenoval to centralizem otroka, da je center njihovega življenja, da je otrok postal projekt, ne pa živo bitje, kateremu želiš tudi mogoče iz trenutki, ki niso vsi taki, da bojo zavarovali njega in da se ne bo doživljal stresa in tako dalje, da ga to ne bo rešilo. Ne. Govorim v smislu, vsi starši, mogoče tudi čez dalje več iz tega, iz ljubezni pa skrbi do otroka, ga želimo v vseh stvari zavarovati. Na koncu pa pridemo do tega, da mi, odrasli, se znamo spopadati s težavami ravno zaradi tega, ker smo naleteli na njih in smo jih rešili. In so nas starši, pa ne bom rekel, da so nas pa zdaj pustili in bori se po svoje, ampak so določene trenutke, ko si prišel ti
stresom, mogoče zdaj pa tegale, sem se pa tamle sporekel z nekom, reši, sam, poskus rešiti sam. Ne zaradi tega, da se meni ne da, ampak zaradi tega, da boš ti izkusil, kako zrešiti to. Mi pa pridemo potem do problema, da pa sem dobival sporočilo od starša, prišel je sin domov, povedal je to pa to, jaz bom to rešil na ta pa ta način, vi bi mogli tako rešiti in kje pa tukaj sin, ki je imel ta spor, pa kje je druga oseba. Bravo. In tako, se mi zdi pretirano zavarovanje svojega otroka ne vodi nikamor. Potem pa pridemo, bom zelo grdo rekel, ampak pridemo lahko tudi pol do tega, da ta otrok, ki je bil tako spravljen v vato, od vseh socialnih stresov, psihičnih stresov in tako naprej, spravljen v vato, kar naenkrat mora ta otrok jeti v službo, ko bo odrasel. V službi mu bo šef naložil neko delo, ki mu bo predstavljal stres. On ga ne bo znal rešiti. In pridemo pol do čezdalje več depresij. Zdaj jaz govorim, bi bil zdaj tukaj strokovnjak psihe, ampak govorim zgolj to opažanje, ki mi vsakeč znova potrjuje moje opažanje, ko opazuješ družbo. Tako da jaz upam, da se bo v šolstvu spremenil in v družbi sami, ko bomo mi tudi podali, tako kot včasih, učiteljski poklic na nivo, ki se ga spoštuje. Da bo to, upam, da bo postal učiteljski poklic res nekaj, za kar si poklican in izvršuješ tako v tej nameri, da znanje predajaš in da bojo vsi ostali verjeli v to in rekli, ok, ti si strokovnjak za predajanje znanja. Trenutno smo pa mi na storitvi. Družba ima učitelje naravnane in jih gleda kot storitev. To je neka storitev, ki mora moj otrok dati čez. In žal smo na tem, 100% je v tej smeri, tako da jaz upam, da se bo mogla družba spremeniti, oziroma nekaj bomo mogli doseči en podan, očitno, da spet resetiraš in vidiš, da moramo dati znanju res pač večjo vrednost, samim govorimo od študija naprej in tako dalje. Se je čezdalje manj tudi v bistvu ljudi, ki se odločajo za šolstvo. Čezdalje več je ljudi, ki podaljšujejo, starih učiteljev, ki podaljšujejo staž. Tako da, zdaj sem sicer zelo v negativi vse, ampak bolj hočem nekako razjasniti ta pogled, ki se mogoče premalkrat obelodanja. Z veseljem pa bi še učil, to pa definitivno. In kaj bi bilo tisto glavno sporočilo, recimo petošolcem zdaj, če kaj bi jim predal naprej, ne glede na to, kaj bi poučeval, kaj bi jim predal? To, kar sem tudi zadnja leta opažal, da smo tudi veliko, definitivno, vse smo opravili, kar se tiče ur in znanja, kar moraš predati. Vse smo zrealizirali, bom temu rekel. Ampak bilo je pa čezdalje več pogovorov o socialnih omrežjih, o teh, to je bilo neverjetno. En primer bom povedal, ko opazuješ učence in ena učenka je 2 tedna zapored, videl si, da je težil nekaj in ne moreš direktnega vzpostaviti, kaj je narobe, kako je narobe. In v bistvu sem videl, da ni bil enak odnos med nekaterimi drugimi puncami. Pa so se tam pogovarjale, pa ne na prav način, nekaj je bilo v ozadju. Na kar se je v bistvu ta punca po nekih 2 tednih tako zlomila, da je začela jokati ob pogledu in tako naprej na drugo sošolko in se začnemo pogovarjati in so potem tudi starši prišli v šolo in smo ugotovili, da so v bistvu
prek Instagrama si pisale, ampak pisale pa brez kakršnih koli zavor. Govorimo o tem, da so ji od grdih besed, od žaljenja njene družine in tako naprej. Ko sem gledal to besedišče, nisi mogel verjeti, da je to 10-11-letnik zmožen napisati. In potem je meni takrat kapnil, glej, kaj naredijo besede, pa koliko zna biti pogumen nekdo drug pri tem, da prizadene nekoga drugega, ko ga ne vidi. In one nje niso videli, pa je mama povedala, da ona se je doma jokala in tako naprej. Ko je v šolo prišla, ni bilo solz, šele pol, ko je to tako ekskaliralo. Ampak smo se pogovarjali o tem, kako več jaz, če sem mogoče, da govoriva v mojem obdobju, da si kakšno žal besedo rekel nekomu drugemu, si ga videl v očeh, da ga je prizadel. Mi pa zdaj pišemo lahko v nedogled, na drugi strani pa se depresivno valja pod mizo nekdo, ki ga sploh ne poznaš. Kaj narediš s temi besedami? In čez dalje več je bilo tega, da starši sami pa niso vedeli, kaj se dogaja. In sem v zadnjem obdobju, ko sem v šoli bil, tudi veliko se starše pogovarjal glede tega, da smo prišli v čas, ko je tudi na nas odgovornost, da boljše, če že damo kakšne pametne naprave ali pa kaj otrokom, moramo biti mi tisti, ki jih obladamo. Da vemo, kaj počne gor, kaj se ga tudi. Mi smo zdaj prišli v fazo, ko bo mi dva, ki sva vešča, po vsej verjetnosti oba dva, spregledanja nekih fake newsov ali pa AI narejenih videov. Zagotovo. Otroc ne. Ja, itak. Otroc ne. In mi smo staršim bi mogli biti odgovorni toliko, da če že damo, pol smo mi tisti, ki vemo, kaj pa kako se dogaja. In o tem se pogovarjati že v šoli, ne? Pa to na mizo. Premalo se, ne? V šoli, pa tako kot sem povedal, v šoli se pa zadnje čase, kako bomo varni na internetu, ne vpisujte svojih podatkov v internet. To je že zdavni mim. To je že zdavni mim. Učite otroke, da ne smejo, ne vem, govorimo, vse imamo, v bistvu je uzakonjeno, da do 13 leta ne smeš imeti od TikToku in tralala za tem. Oni so pri 8 letih večji štruč kot ti, kot boš pa starša vprašal, pa vi veste, da ima otrok TikTok gor. Kaj pa je to? Gor pa vsebin brez kakršnega koli filtra. Tako, no, to je, bolj bi jim to sporočil, da vrniti se morajo, vsaj v šole se morajo vrniti pristni odnosi in v bistvu to, kar sva midva zdaj, sediva drug ob drugem, se pogovarjava. To mora iti nazaj v družbo. To mora iti nazaj v družbo. Ne uno, da bova midva živijo, tukaj imaš vprašanja, da mi jih napiš. Sam veva, da nikoli ne bo, ne bom jaz se tako ven predal s pogovorom, kot ti ne, kot ti spraševalc, kaj bova naredila. No, tako da zdaj sva sicer malo zapravila, ampak to vedno, ko se kaj v šolstvu pogovarjamo, doma me imajo že malo vrh glave, ampak vedno znova to povem, ker se mi zdi to pomembna stvar, pa toliko malo se pogovarjamo o tem, da bi mogli več. Se lahko naveževa pol na naslednjo stvar, še eno vprašanje, povezan z disciplino. Meni se zdi, da pri mladini še posebej jo manjka, isto pa pri odraslih, konc koncev. Pa mene zanima zdaj, kaj zate pomeni beseda, pojem disciplina. Kako se ti z njo rokuješ? Koliko ti pomeni? Midva smo imela z disciplino burno obdobje. Namreč, ko sem bil naštiman zelo bom zdaj po domač povedal, na on ali pa na off. Če sem se šel discipline, je bilo to all in. Tu govorimo pri prehrani, pri teku, ampak prvič, ko sem jo, to govorimo v obdobju, ko se tudi glava ni prav orientirala, kaj hoče zdaj imeti od boljšega življenja, boljšega počutja.
takrat sem jaz prvič, ne vem, govorimo banalna stvar, pico nažrl se in je to šlo iz okvirja moje discipline. To je, kot da bi vso hišo, ki sem zgradil en z bagrom, mi podaril hvala lepa. Začni znova enkrat. In napačno, zelo napačno. Ne? Disciplino si zdaj jaz dajem v tem okvirju, da jo dajem v moj življenjski ritual. Govoriva, ok, imam špile, če se bom jaz odločil za teke, pa tako bom jih naravnal špilom, jih bom naravnal dejavnostim otrok, če se kam vozimo ali karkoli, družine, tretje, ampak takrat, ko se bom pa držal te discipline, se jo bom pa držal. In je definitivno edino, kar disciplina posluša, je glava. Ne? Mislim, vodi, telo se bo prvado, če jaz res strastno verjamem v to, da enostavno, če se bom odločil, če se človek odloči, ampak res odloči v glavi, da bo vedno imel ta cilj, bodi si ali bojo slabi dnevi, ali bojo dobri dnevi, to je, tako ne gre drugače na varianto, pol ta disciplina bo funkcionirala. More. In bo tudi telo pokazal, da bo zadovoljen, ko bo ta disciplina odkljukana. No? Tako da je pa res, da imamo tudi čez dalje manj možnosti, po mojem mnenju, discipline oziroma nekega, da se držimo enih stvari. Saj smo tudi kot starši včasih rekli, ok, imamo svoja pravila, pa si kar naenkrat, ja pa sej, no, če pa tole, pa sej danes pa lahko. A bom tok zdaj le zagamen, da bom to še kar držal. Se mi zdi, da večkrat imamo, pa večkrat si lahko privoščimo, manj smo disciplinirani. Manj dobrin, ki imamo, ti ne ostane drugega, kot da tako bo. Se ti pol na en način bojiš tega prevelikega lagodja? Jaz se. Ja. In hkrati rabiš pomikati meje, tako kot s harmoniko, pa še s čim drugim, da se počutiš živega. Tako, da imaš ti nekaj, kar se pravi, večkrat ti je dano, kot govorimo, da nimaš nekega cilja, načeloma, zakaj bi rabil disciplino, zakaj bi se trudil za nekaj, če imam vse. In je en del tega normalno, da si dajemo cilje, da bomo lahko preplezali eno svojo mentaliteto, da si, tako kot si rekel, da se počutiš živega, da delaš, da ustvarjaš. Če ne drugega, si rečeš, to sem jaz v življenju naredil, to sem. Pa če spet gredo iz stališča tega, kako bojo mene otroci videli, ali bo zdaj oče, ki je sedel v večerih pa strmel v TV, ali bo oče, ki teče, ki pač je aktiven in bo to tudi on slejko prej, najbrž, ko bo on sam oče postal, Madonna, nam slabše od starega. Ja, super istočnica za tole. Kaj je tvoj naslednji športni izziv, pa glasbeni, če ga imaš? Glasbeni definitivno, kar vsako leto postavljam, čim več muzike, govorimo muzike, da jaz imam tako, če imam pri teku eno disciplino časa in tako naprej, imam pri glasbi eno, bomo rekli, veliko sobo, kjer imam razmetano od idej do ustvarjanja in si pa to rečem zmeraj ustvarjalni kaos in tam si jaz nakup vržem in poskušam čim več projektov iz tega narediti. Čim več, da s fanti z gadi preigravamo, to mi je spet eno to zadovoljstvo, pa ta, bomo rekli, kar te fila. V teku
bomo rekli, je kar ta cilj, no, teh 10 maratonov do 40 leta. Še kaj? Pa kar teli traili bojo. Ja. Ja, jih bom tudi kar zraven dal, da zaenkrat to, no, da nimam zdaj spet kakšnih, bomo rekli, posebnih in ekstravagantnih ciljev, ampak nikoli ne rečem nikoli. Ne, sem pa tako, ko me pa kdo pa kaj pokliče, pa reče, starja, bi ti tole bil, ta bi bila kar dost, kar ta prv, to me draž, to bi bil ta prv. In ko si tudi rekli, kaj pa če kdo podere tvoj rekord, v istem šusu, v istem momentu, mislim, če bo naslednji dan, ki je maraton razpisan, grem tja. No. To me žica, to definitivno. Ne, pa tudi malo kolesaraš, tudi, pa greš kdaj plavati, pa to, vse je kam ciljem. Ne? Zdaj, ja, zdaj še zmeram je, zdaj ga malo pazljivo to obelodanim javno. 2027 imam jaz v paci Ironmana v Celovcu, ne. Ampak zdaj, kje sem slab sem v tem plavanju, ki se počutim join the club, kot žaba, kot neki probava tam. Zdaj v januarju, februarju sem dogovoren, da bi začel s treningi plavanja, da vidim, če mi v nekem doglednem času uspe usvojiti tehniko, pa vse, kar sem pregledal, da je ta pomemben, ta gliding in da tam najdeš ta čas, ne. Grem definitivno, mislim, da sem mogoče že tu malo pozem s prijavo, ampak bi mogel enega Ironman 70.3 bi mogel po moje iti prej, zato da bi se tudi jaz malo navadil vseh menjav in tako naprej. Mislim, da je, v memu daru je v Poreču, ne? Mislim, da je. V Poreču, pa v Italiji, če bi, ne vem, mogoče, da bi res letos, ampak dajmo reči, da javno rečem, da je to z rezervo. Da ne nekdo rekel, to si pa rekel, da bo šel. Z rezervo. Podčrtano. Če bo tole plavanje šlo čez, pa se mislim, da bi mogel jeti. Najbolj je zanimivo to, ne, ker prvič, ko sem šel na prvo uro plavanja, vse sem vedel, kaj moraš narediti. Ne. Najbolj me pa zafrkava to, ker plavanje je tisto, takrat, ko imaš čas, takrat moraš vdihati. Pri teku, pri kolesarju vdihamo, pač, kakor nam je volja. Čim več. Ja, čim več dihi in to je to. Tlele pa mora biti sistem in ritem, in če iz tega ritma padeš ven, pogoltneš tisto vodo in si spet fertik. Tako da to mi predstavlja malo izziva, ampak tazga pozitivnega izziva. No, jaz mislim, da bi mogel jeti. Tako da super. Bomo videli. Imaš kakšen življenjski moto svoj, ljubi citat? Ljubi citat, ki sem ga definitivno že, mislim, ki sem ga prej povedal, in to je toliko močen citat, da sem si ga tudi tukaj pod uro se skrival v tetovaži. Mens ducit corpus azoeski, tum vodi, telo se privadi. In vedno bo tako. Ja. Nice. Vse je močen, ki mi tudi toliko močen, zaradi tega, da sem si dal, ki zmeram, ki tudi na uro pogledam, vidim od spod tudi napis in te kar vsejem, to vemo vsi, ampak se moramo kar malo pomniti, vedno znova. The best. A si še za 7 kratkih vprašanj za finiš? Sem, za veseljem. Evo, hitro vprašanje za finiš. Okay. Najljubša tekaška proga oziroma kar tekaška prireditev v Sloveniji? Do izkušenj sodeč Ljubljanski maraton. Najboljša pesem za tempo tek? Aha, bravo. To so pa v bistvu sklop, ne samo za tempo, ampak v bistvu to je največkrat predvajana pri meni playlista in to je Best of Avsenik. Če bo kdo še drug naj poskus, ker je pa očitno je po nekem slučaju ravno tako tudi dobro narejena, da na valčke tako sede, imaš kar ta prav tempo, tam enih je 4:30 vmes, tako da
Jaz imam za zlato uno, za trening imam best of house. Cool. Veš kaj, so mi malo tekači pomagali pri teh vprašanjih. Odlično, Splošno že vmes pa to, s temi zadnjimi tudi, recimo tale. Si že pri 10 letih igral harmoniko v Ivi baru v Senožetih. Da res. Bravo. Zdaj moram pomisliti, da je bila takrat sestra. To je pa naslednje, to je pa vprašanje. Kdo je takrat tam kelnaril? Kdo je takrat tam kelnaril? Pa mislim, da bi že mogla, da je sestra kelnarila, pa da sem jaz še prišel že kaj odigrati, ali pa da je bil tako še štos. Ni bilo še uno obdobje, ker pri 10 letih še ni bilo zdaj obdobje, da pa s fanti ven, ampak je bilo najbrž bolj... Takrat, kot otrok, bomo rekli, sem bil še vedno bolj zanimiv, ker je igral harmoniko in sem bil na vseh preveditvah, kar je bilo možno dati. Tako da po vsej verjetnosti jaz se ne spomnim dobro, ampak bi kar držal, da sem že bil tudi tam. To smo že malo omenila, pa še enkrat lahko. Maraton ali 8-urni špil na poroki, kaj je težje? Kje si bolj zmozgan? Maraton, ja. Tak. Maraton. Žur ali zgodnji jutranji tek? Prvi izbor. Zgodnji jutranji tek. Tvoj naslednji velik cilj, to smo že obdelali. Hrib ali ravnina? Zdaj bom rekel, da kombinacija. Ta bi bila super. Zaenkrat sem na kombinaciji za najljubši del. Učitelj ali glasbenik? Kateri poklic zahteva več potrpljenja? Učitelj. Ja, smo definitivno. Na kaj vedno pomisliš pred štartom? V bistvu, če imam dobro zavezane, supergam. Dvakrat zavežem. Dvakrat zavežem, pa še tisto imam vse, preverjam, a se mi res zdaj noga dobro počuti in pa začnem vse razmišljati, da sem dobro še štumf gor potegnil, da sem imel tam kaj nabral. Pa v glavu preverjam, kam sem dal zdaj vse tiste gele, ali kva pa imam, kjer sem že rekel, kjer štacion bo, na koliko cajta bo. Te zadnje premlevanje, tako da. Pa se pa že razpustijo vprašanje. Ja, itak, pa je pa sam še gas. Pivo po nastopu, po špilu ali raje magnezij po teku? Raje pivo po teku. A ne, da ima dober okus? Ima zelo dober okus, ja. S kom bi sodeloval na glasbenem odru? Če bi lahko garkoli. Trenutno z Magnifikom. Ne vem, pač meni je od nekdaj dobra muzika, dobro energijo ima in sem že zadnjič prišel, da to bi bilo spet tudi zanimivo, malo ta kombinacija teh dveh zvrsti. Mogoče. Je kar ikonski. Ja. Hej, že, ful ti hvala. Hvala tebi, jaz pa zdaj, tako kot sem ti rekel, preden sem začela enkrat za štartom, jaz mogoče že preveč čebljam, ampak odlično. Zdaj veš, kje sem, ne? Odlično sem se imel. Sikul narediva, veš, ni noben problem. Ko začnem čebljati, pomeni, da sem sproščen. The best. Jaz sem zelo užival, si vabljen, da še uletiš kdaj. Vabljen si tudi, da se pridružiš k kakšnem teku. Jaz mislim, da bomo prej šla, če smo danes tukaj, peva za naslednjič na tek. Tako da zdaj javno tudi apeliram na moravške prijatelje, ekipo, da me kaj več povabijo, oziroma se že res dolgo nismo videli. The best. Ful ti hvala. Hvala tebi. Ajde, držite se. Čau.